Dobrodošli nazaj pri novi prezentaciji, danes popoldne, ko si bomo pogledali zelišča. Ampak kar vam bom prvo povzela, je bolečina. Bolečina nas zelo omejuje. Ko je nekdo v zelo močni bolečini, skoraj ne zmorejo trezno razmišljati. Zato moramo prvo odkriti, zakaj je prišlo do bolečine. To je prva reč, ki se moramo vprašati, ko je nekdo v bolečinah. Zakaj ima bolečino? In to so vprašanja, ki bi jih prvo vprašal, bi bila recimo, se je kaj zgodilo na tem področju? Jaz bom prikazala ilustracijo, ki smo jo danes zjutraj izkusili od naše drage sestre, ki je povedala, da je včeraj po noči koleno tako močno bolelo in potem je šla na sprehod v gozd, kjer je jokala, ker je imela tako grozno bolečino. In veste, da danes zjutraj, ko sem molila Bogu, ko sem imela moj sestanek z Bogom, z našim glavnim zdravnikom, največjim zdravnikom na svetu, sem dobila vtis, da naj danes govorimo o bolečini. Kaj ni to zanimivo? Da je naša draga sestra imela to bolečino in danes zjutraj smo videli, kje je bila bolečina, torej v kolenu. Naslednje vprašanje, se je kaj zgodilo temu področju? Ojej, veliko se je zgodilo temu kolenu. In ne bom šla v vse fine detajle, ampak resna nesreča z avtomobilom, kjer je naša draga sestra bila edina, ki je preživela, ker je bila zelo huda nesreča in imela je samo 15 let. Ampak bilo je nekaj zelo hudih poškodb kolenov, ki je doživelo celo 15 operacij. Wow, veliko se je dogajalo na tem kolenu. Sedaj pa je to koleno zelo vneto. Torej vprašanje, zakaj pa je potem bilo včeraj tako vneto? In potem smo govorili o dejstvu, da je naša sestra sedela cel dan in ponavadi hodi okoli, ali pa ne bi bilo bolje za njeno, glede na to, da je toliko počivalo koleno? No, včasih je morda celo to zaradi tega, ker ni dovolj gibanja, ni dovolj limfne tekočine, ki gre skozi koleno, kar bi sicer šlo, če bi se premikala. Torej je čas za počitek in čas za delati nogo z nogo. In to je nekaj, kar je zelo pomembno, da razumemo. Da ko se nekdo zdravi, je sicer čas za počitek, je pa tudi čas za delati. Kdo je zdravnik? Zdravnik v človeškem telesu je življenje mesa in to je kri. Torej gibanje spodbuja gibanje krvi po našem telesu, ven in noter v to koleno. Torej, zaključek je, da je bilo nenavadno za to gospoda je sedela cel dan, a ne večinoma. In moje koleno, mojo roko, sem dala preko kolena in sem takoj čutila vročico. Torej, lahko uporabite svojo roko in začutite, kako vaša roka čuti. Nižje od kolena in višje od kolena sta bila topla, ampak koleno je bilo kar goreče. Neverjetno vroče. In imela je nekaj ledu na tem, ampak še vedno nekaj bolj efektivnega kot led. Voda je sicer najboljši prevodnik toplega in mrzlega in brala sem o tem preprostem tretmaju, ena izmed prvih hidroterapevtskih zdravil in to je posodo z mrzlo vodo z 2 brisačkami, ožamete in daste preko kolena. Hitro se segreje, tako da samo zamenjate drugo brisačko. In takoj, ko se segreje, vzamete drugo. Ko se ta brisačka segreje, od kje prihaja toplota? Od kolena. Večina bolečin je posledica inflamacije, vnetja. Torej, prva stvar, ki jo morate storiti, je zmanjšati vnetje. In lepota teh hladnih obkladkov je, da jemlje vročino ven. To smo delali polovico ure. Predlagala bi, da lahko me popravite, če se motim. Ali je vaša bolečina bila 8 od 10, ko sem prišla danes zjutraj k vam? 8 od 10? Ja, tako je.
To je kar močna bolečina. In lahko smo tudi videli, da ko je nekdo v taki bolečini, da se telo zakrči. In to je vidno. Torej, ko smo dali mrzel obkladek gor, je bilo to začetek, da je doprinesla lahko olajšanja. Ne precej veliko. In potem so prišle emocije. In potem te emocije, vsega, kar se je zgodilo okoli tega kolena, bolečina lahko pripelje do spominov, bolečine, izgube in vse, kar se je dogajalo. Potem mi kot zdravstveni misionarji, mi to lažimo, objamemo. V Pridigarju 3. poglavju 5. vrstica piše: čas razmetavanja kamnov in čas zbiranja kamenov, čas objemanja in čas zadrževati se objemanja. To je bil čas za objem. Torej, za čustveno potrebo smo poskrbeli. In potem je imela nekaj toplih sester okoli sebe, ki so trpele z njo. In nadaljevali smo z vročim in mrzlim obkladkom. In bolečina je postopoma padala, vedno bolj. In potem smo ji predlagali, da koleno damo malce više. Smo ga dali na stol. In v pauzi, 1 uro kasneje, smo naredili ingverjev obkladek. Saj veste, ingver za sklepe. Nariban ingver ga položili na to območje na koleno in prosili Boga, da ga blagoslovi. Nažalost, ko sem v molitvi mižala, se nisem zavedala, da sem držala koleno v poziciji, ki je bila neudobna. Če bi imela oči odprte, bi hitro popravila, ampak v redu, smo zrihtali. Nekaj ur kasneje smo vsi šli na jutranje plavanje po našem predavanju. In rekla sem, da dobro bi bilo, če pride. In z veseljem je prišla. In smejala se je. Torej, kaj nam pove ta nasmeh? Da je bolečina padla. Snela sem obkladek in jo spodbudila, naj gre plavati v hladno vodo. In ko je prišla ven iz hladne vode, je bila tako srečna, da je lahko plavala. In na poti nazaj je rekla 3 od 10. 3 od 10. In mi smo lahko nekako to videli že samo po govorici telesa. Kot vidite, to se ne zgodi hitro, ampak kar imamo, je v bistvu kroničen problem. Sestra se je malce slabo počutila, zato ker je bila deležna toliko pozornosti, ampak sem rekla, to je zelo dobro za učence. Zelo dobro za učence. In rekla sem tudi, da sem hvaležna, da se je to zgodilo tukaj. Zato, ker sedaj veste, kaj lahko storite naslednjič, ko boste šli domov. Ti mrzli obkladki, kako preprosto je to. Torej, ni ledu. In mimo grede, v tej situaciji so hladni obkladki boljši od leda. Zaradi tega, ker voda od teh hladnih obkladkov vnetje jemlje ven iz kolena. Zelo preprosti tretma. In danes večer, in upamo, da se ne bo ponovilo danes večer, ampak danes večer točno ve, kaj lahko stori. Ponavadi traja približno pol ure, preden ta ogenj, kot vulkanov v kolenu, preden popusti. Pade. Zapomnite se, bolečina je dostikrat zaradi vnetja, ni vedno. In zato, prvo, kar storite, raziščete problem, ker je problem, raziskujete vzrok. In vedno najdete, da obstaja neka stara poškodba. Seveda tega ne morete spremeniti, ampak razloži, zakaj se to dogaja. In bolj kronična, kot je situacija, včasih traja celo dlje, da se odzove, zato ker je kronična stvar, ampak mi smo dobili zelo dober odziv od tega primera. Zelo preprosta situacija in zelo resna. Ne boste srečali veliko ljudi z tako resnimi poškodbami. Ko imate zdravstvenega misionarja, ki ima take poškodbe, veste, da je to popoln zdravstveni misionar, ker ta zdravstveni misionar ima zgodovino in izkušnje, ki jih lahko podeli. In kar boste odkrili je tudi, da mnogi bodo poslušali, zaradi tega, ker vedo, skozi kaj ste šli vi. In kot sem ji že rekla, da je to čudež, da si še živa.
In čudež je, da lahko hodiš. Vse je vprašanje tega, s čim to primerjaš. In sedaj ima zelo močno zgodbo, ki jo lahko podeli. V Razodetju 12, vrstica 11, piše: In oni so ga premagali za voljo krvi jagnjetove in za voljo besede pričevanja svojega. Torej, vi imate svoje pričevanje, ne potrebujete kvalifikacij. Te izkušnje, ki jih imate, to mi je pomagalo, to je naredilo veliko razliko. Zame. Pogosto, ko ljudje doživijo bolečino, mi rečejo: ali imate kakšno reč proti bolečinam, naravnega izvora? Zdaj, ker smo tako navajeni jemati zdravila, da ubijajo bolečine, ampak ljudje pa želijo, da bi zelišče ubilo bolečino, ampak naravna zdravila ne deluje tako. Za naravne tretmaje je treba prvo poizvedeti, kaj je vzrok bolečine. Omenila sem včeraj, da obstaja zelišče, ki ima zelo močan analgetičen efekt, kar je v bistvu protibolečinska, in to je kajenski poper. Nisem si pa mislila na kajenski poper v tem primeru, zato ker sem vedela, kar je potrebno, da je treba zmanjšati vnetje v kolenu. In bolečina se bo zmanjšala. In to sem omenila tudi tisti gospod, ki je svojo roko dobil ujeto v neke valare, kar je bilo zelo boleče. In potem to čaka, da se počasi začne zdraviti. Led lahko zmanjšuje bolečino. Imela sem tudi primere. Sicer ne vedno, zaradi tega, ker to, kar storite, je v bistvu, da vidite odziv, ne? Zapomnite se, da gledamo zgodovino, to sprašujemo, pogledamo si zgodovino, simptome in gledamo tudi na odziv. Odziv nam pove, ali si na pravi poti. 6 otrok sem vzgojila. In kar je enemu delovalo, ni vedno delovalo pri drugemu. Torej je odziv zelo pomemben. In na to smo pozorni. To je zelo pomembno. Torej, gospod, ki je ujel svojo roko v tiste valarje, je kajenski poper naredil veliko razliko. To je enakovredno približno kot kakšnim resnim protibolečinskim tabletam. Ja, res malce ščemi, ampak to se pomiri. Vprašanje? Na zunanjo stran smo dali. Ja. Kar pomeni? Ne, znotraj se opravičujem. Da, res je, malce smo dali na prste. Če se spomnite, smo govorili, da so razmišljali, da bi amputirali dlan, roko. In to je priklicalo kri v tisto območje, ampak kot protibolečinsko to jemljete oralno. Najboljši način pa v bistvu je, da polovica žličke malce vode in pogoltnete. Malce bo zapeklo, ampak ko ste v bolečini, ko vas boli, boste z veseljem to vzeli. Obstaja čudovita knjiga Gift of Pain, Dr. Paul Brand. Zanimiv naslov knjige. Dar bolečine. Gift of Pain. In on nam poda zgodbo, ko je bil v bolnici v Indiji z žolčnimi kamni in zelo je bil zaposlen in ni imel časa, da bi se posvetili njemu. Nekaj noči se je zbudil, čez nekaj tednov, in je bil v hudih bolečinah. Vstal se je, bos je večkrat šel okoli bolnice, po tleh bos. In rekel je, da potke so bile tlakovane z razpokanimi školjkami. In lahko si predstavljati to na golo nogo, kar malce bolečino, ampak je odvzelo bolečino. Malce je preusmerilo misli in rekel je, da se dostkrat čudi, kaj bi si nekdo mislil, ko vidi glavnega kirurga, ki hodi v pižami golo bos po teh školjkah. Ampak rekel je, potem, ko je prišel nazaj, je bolečina šla iz 8 na približno 5. In tako je lahko spet šel spat. Eden pisatelj je napisal to tako. Veste, kaj je aspirin? To je tako, kot da ko hodite nekje in z nogo nekam udarite in dobite trsko v nogo. Kako boli.
In potem greste naprej in potem brcnete v prst. In to boli še bolj, tako da skoraj ne čutite več tiste trske. In še posebej aspirin povzroča krvavenje želodca. In tako je razložil, da bolečina tam, ker ne čutite te bolečine, ampak to je reakcija telesa, da sprosti tisto drugo bolečino. Danes zjutraj smo govorili tudi o vaših naravnih bolečinskih hormonih, ki se sproščajo v možganih po noči, ko spite, v času, torej med 10. in 3. uro, poleti, in telovadba po dnevi, da se lahko odpadki tega analgetika odstranja, torej da dobite še lahko eno dozo po noči, hkrati tudi, da ste dobro hidrirani. Če vas boleli, se bolečina lahko poveča, če ste dehidrirani. Torej, spet se vračamo nazaj k 8 zdravilom. Najbližja stvar proti bolečinskim tabletam je verjetno kajenski poper. Vprašanje, ali je mogoče pretiravati s kajenskim poprom? Če je mogoče pretiravati? Ja, v knjigi Jethro Cloth piše Back to Eden. Namenil je približno polovice strani vsakemu zelišču in 10 strani kajenskemu popru. In nekaj zdravnikov je citiral, ki uporabljajo kajenski popr. In eden izmed njih je trdil, da je nemogoče pretiravati s kajenskim poprom. Ne vem, kdo bi rad spil polovico šalce kajenskega popra? To si ne predstavljam. In hkrati, če veliko vzamemo, ko greste na WC, bi verjetno čutili na drugem koncu. Saj veste, to je nekaj, kar bi bilo težko pretiravati s kajenskim poprom. Vprašanje? Torej ne draži želodčne sluznice? Ne. Nek zdravnik je rekel, da je nemogoče pretiravati s poprom kajenskim in drugi je rekel, nikoli ne bo povzročilo lezije. Z drugimi besedami ne bo dražilo. Čuti se, da peče samo zato, ker gre za veliko premikanje krvi in to prebuja tudi živče. In to je to ščemenje, ki ga čutite. Za razliko od črnega popra, ki draži sluznico vsega prebavnega trakta, tudi čili, tudi gorčično seme, gorčica draži. Pomembno je vedeti, kaj so v bistvu iritanti in kaj ne. Ellen White pravi, da naj ne bi uporabljali začimb. In nekateri menijo, da ne smemo uporabljati ingverja, kajenskega popra. In zato je pomembno razumeti in si ogledati reči, kaj v bistvu te zelišča vsebujejo in kaj povzročajo. In kakšen efekt imajo na naša telesa. Nekateri vidijo, da je kajenski popr stimulans, ampak ne stimulira živčnega sistema, ampak samo kri. In življenje mesa je v krvi. Torej vse, kar premika kri, v bistvu je dober stimulans. In še o ingverju. Bila sem na Fidžiju pred nekaj leti, v nekem zdravstvenem centru, kjer niso uporabljali ingverja. In na trgu so imeli kupe ingverja in sem jih vprašala, ne uporabljate ingverja? In so rekla, ne, imeli smo zdravstvenega misionarja, ki nam je rekel, da ingver ni dober, zaradi tega, ker je to stimulans. Sem rekla, ne. In potem, ko je čas preučevati zelišča in efekte teh zelišč, ingver v bistvu pogreje, in pogreje samo, če je vnetje na tistem področju. In ima učinek, da to vnetje tudi odvzame. Ingver je protivneten, torej zmanjšuje vnetje. Ni težko pogooglati zelišče in kaj v bistvu, kako deluje to zelišče. In to vam lahko pomaga. Jaz menim, da je ingver eden izmed najboljših protivnetnih zelišč oziroma stvari, ki jih lahko uporabljamo. In to si bomo tudi kasneje pogledali, kaj vse še deluje protivnetno, ker se ljudje tudi odvajajo od teh zdravil. Najboljša zadeva proti vnetju je na zunanji uporabi je dejansko, mislim, da je ingver. Ampak kot prvo si bomo pogledali hladne obkladke. In to je bilo pomembno tudi za nas, z našo dragoceno sestro, da smo to vročino dobili ven iz kolena. In najhitreje je to storiti z hladnim obkladkom.
Takoj, ko se segreje ta obkladek, daste drugega hladnega in to nadaljujete. In tudi nariban ingver. Torej, nariban ingver kot obkladek. Ko jaz odstranim obkladek ingverja, ponavadi odkrijem, da po pol ure ljudje rečejo, da ne morejo več zdržati, ker je prevroče. Potem ga snamemo in če lahko še malce bolj zdržijo, v redu boljš. Sestro sem vprašala, če je vroče, ampak je bilo težko prepoznati, ker je imela tako poškodovane živce, ker na koncu pride tudi pri operacijah do poškodb živcev. Pustili smo obkladek in ko smo sneli obkladek, se je gospa potunkala v hladnem gorskem jezercu. Če ne bi se tam ohladila, ko bi sneli dol, bi lahko to z mrzlim obkladkom pohladili. Zapomnite si, da hladno izenači cirkulacijo in prepreči ohlajanje, ker zapre pore. Torej, zunanja uporaba je ingver najboljši, notranje pa za notranjo uporabo je pa kurkuma. Kako lahko kurkuma jemljemo znotraj? Lahko to jemljemo v velikih količinah. Imela sem poškodbo rame nekoč, ki se ni odzivala, zato smo bili na slikanju in tam je pokazalo, da imam čez celotno debelino raztrgano vez. To je tista vez, ki sedi tukaj in ta vez je tista, ki v bistvu povzroča, da lahko dvignete roko. Veste, to je tukaj pri deltoidni mišici. To je deltoidna mišica, ki se vklopi v tem primeru. Torej, čez celotno debelino je bila pretrgana in 1 centimeter debelo razpoko sem imela tam. Odšla sem k ortopedskemu kirurgu, da mi je podal mnenje in rekel je, to bo potrebna operacija, da se pozdravlja. Rekel pa je, mi delamo sedaj operacije tudi za tem luknjicam, saj veste, z računalnike in potem v virtualnem okolju operirajo. In sem si mislila, ja, to se mi zdi dokaj neinvazivno. To pa zato, ker je rekel, da se mi je vez odmaknila za 1 centimeter nazaj. In rekel je, da se to ne more pozdraviti, razen če to spojimo skupaj. Takrat sem bila še uradni pacient, ker ne plačujem privatnega zavarovanja. Rekel je, da bo to trajalo kar nekaj časa. In rekla sem, kaj pa, če vam plačam, da to storite vi? Koliko bi to stalo? Rekel je, $2000. In sem si mislila, da se nekaj tako hitro popravi, potem lahko tudi razmišljam o tem. A potem je treba tudi plačati anesteziologe pa kirurgijo. In sem si mislila, ok, kar pozabi. In tako je moje ime zapisal na seznam in kaj sem kasneje odkrila, da me je zapisal, za 10 mesecev me je dal na čakalno. In potem sem si mislila, zakaj me je napisal šele čez 10 mesecev? In sem si mislila, verjetno je verjel, da lahko sama to stori. Zdaj, ker ni moral verovati, zdaj, koliko že sedaj lahko naredim. In videl je, da sem fit. In ko sem ga gledala, on je bil v svojih zgodnih 50, tudi on je bil zelo fit. Fit ljudje cenijo in prepoznajo tudi druge fit ljudi. In sedaj, ko sem točno vedela, kaj se dogaja, sem šla domov in pričela delati obkladke z navadnim gabezom. Naribala sem korenino gabeza in naredila obkladek na ramo za 4 ure, 2krat na dan. Res je bolelo in dostikrat tudi bo boleče. Interno pa sem jemala kurkumo, jemala sem 6000 mg kurkume kapsul na dan. S tem obkladkom in temi 6000 mg kurkume na dan sem iz 8 od 10 bolečine spravila na 2 od 10. To je zelo impresivno. Imela sem kar nabit urnik, imela sem ta zdravstven center in naslednji teden naj bi že potovala nekam in imela predavanja. Torej, pred temi predavanji sem si oblekla neke majčke, ki so imele velike rokave, zato da sem lahko imela tudi obkladek od spodaj. In skoraj se ga ni videlo. To sem počela.
To sem počela, dokler je bilo to potrebno. Torej, ko je moja bolečina pojenjala, sem samo še delala obkladek enkrat na dan. Mislim, da prej smo delali to 2-krat na dan, 3 tedne, potem sem to zmanjševala in zaradi tega, ker ni bilo več tako boleče, sem to zmanjšala na tudi kurkumo na 3000, vedno manj in manj in manj. In sedaj polno lahko uporabljam to roko. Nič mi ne pravi, da imam kakršnokoli poškodbo. Kaj se je torej zgodilo? Ne vem. Ampak sedaj jo lahko polno uporabljam. Danes pa nisem pripravljena plačati mnogo denarja, da bi ugotovila, kaj se dogaja v tej roki. Ali je potrebno vprašanje, ker je lahko polno uporabljam roko, ne? In nič me ne omejuje pri gibanju roke. Vse lahko počnem. Torej, to se bi je zgodilo pred 5-6 leti. Torej, moč gabeza za temi stimulansi rasti, ali je to zacelilo skupaj kito? Ne vem, gleda da že. Ali vidite, kaj v bistvu gledamo? Gledamo na odziv. Tu je zmanjšalo mojo bolečino kar močno. Če imam bolečino, je zadnja stvar, ki jo razmišljam, je protibolečinska tableta. In povedala sem vam izkušnje s temi rečmi. S to bolečino v ušesu in kako čebula, obkladek s čebulo lahko pomaga, da to bolečino zmanjša. Torej gledate na vzrok, gledate na zgodovino, simptom pogledate. In to je to, kar smo danes zjutraj storili tudi z našo sestro, ki jo ne boli več. In če jo bo spet začelo boleti, sedaj bo tudi vedela, kaj lahko stori, kaj ne? Dr. Paul Brand ima zelo zanimivo izjavo o bolečini. Rekel je, če vzamete bolečino, potem ste v bistvu vzeli stran sistem alarma. Torej, kjer je bolečina, to pomeni, da telo pove, oprosti, problem je tukaj, ali lahko nekaj narediš glede tega? In potem pogledate, zakaj je tam bolečina. To je tako, kot sem skočila iz letala, tista zgodba, se spomnite, ko sem si zvila gleženj, ko je rešilec prišel, sem jaz ležala na tleh, ugriznila sem si v prst, to je res bolelo, ampak je pomagalo, da me ni tam to bolelo. In ko so prišli reševalci, pol ure kasneje, prva reč, ki so jo storili, je skočil z injekcijo protibolečinsko, se rekla, ne hvala. Rekel je, ne? Ko se recimo razbiješ, udariš v glavo, je res huda bolečina, ampak potem se malce popusti. In tudi tukaj je tako bilo. Bolečina je pojenjala. Iz 10 od 10 bolečina je šla na približno 7 od 10. Lahko sem nekako prenašala. In zelo so bili presenečeni, da nisem želela protibolečinskih. In rekla sem, da želim čutiti to bolečino, ker ta bolečina mi bo povedala, kaj lahko in kaj ne morem storiti. Kaj ni to, kar naj bi bolečina povedala? Ko pogosto se po noči zbudimo z bolečo roko, ramo, zato ker smo ležali na tej roki in ni bilo krvi. Torej, pove nam, oprosti, se lahko ležeš na drugo stran, boleči, torej se premaknemo. In tako bolečina potem preneha. To vas v bistvu trenira, da gledate na bolečino popolnoma drugače kot do sedaj. Omenila sem tudi, da smo imeli veliko gostov, ki so imeli glavobole. In to je običajno zaradi tega, ker se odvajajo od kofeina. Torej bodo glavoboli. In tam pomagajo tudi tople kopeli za nogo. Zakaj torej daste noge v toplo vodo, ko ima oseba glavobol? Zaradi tega, ker so noge refleksivne za trebušno votlino, prsa in glavo. Torej, ko gredo noge v toplo vodo, se isto kopičenje krvi preseli dol v noge. In pogosto je zmrzlo vodo tako, pač vprašate osebo, če se dobro počutijo. Ne, kaj pa mrzlo tukaj? Ja, to pa se že boljše počuti. Torej, gledate na odziv in hkrati tudi masiranje ramen in sproščanje ramen. Te stvari sigurno lahko pomagajo. Če ima oseba
glavobol kar pogosto, potem bi si to bolj podrobno pogledali in poizvedovali. Tudi se pozanimali, kdaj ima glavobol. In včasih imajo gospe glavobol ob času svoje periode in to takoj pokaže, da imajo hormonsko neravnovesje. Včasih, ko mi ljudje povedo, da imajo migrene, jih vprašam, kdaj pa se pričnejo. In potem se je pričelo pri 13 letih. In kaj je bilo takrat? Menstruacija se je pričela. To je še eno znamenje. Vidite, kako v bistvu povprašujete in iščete vzrok in vam lahko da indikator, zakaj je ta problem. Včasih je lahko to zaradi nesreče. Sem že omenila, da smo imeli gospo, punco, ki je padla iz drevesa, ko je bila stara 3 leta. In potem bi rekla tudi, da je padla iz traktora, ker je bila stara 7 let. In da je imela poškodbe na obrazu zaradi žičnate ograje, kjer jo je urezalo. Vsak padec lahko premakne vašo hrbtenico čisto malo iz svoje prave lege. Torej, obstajajo pravi eksperti, da si to lahko pregledate. In to so kiropraktik oziroma osteopraktik. Kiropraktiki so včasih samo klik delali, zlomi, ampak kiropraktika danes in usposabljanje danes je malce drugačno. Mislim, da so prepoznali, da kiropraktik lahko zlom. In potem lahko odkorakate, se obrnete okoli in mišice bodo vse postavile nazaj, tako kot prej. Ampak res so mi všeči osteopati, ker te delajo z mišicami in vezmi, kitami, in s kostmi. Torej, ker sem jaz imela svoje problema prejšnji teden, sem našla osteopata v Winchesteru in on me je samo raztegnil. Raztegnil nogo tja in tja, v tisto smer, v različne pozicije. Točno je vedel, kako so mišice in kakšen nateg bo pomagal določenemu delu telesa. Naslednji dan pa je moje zdravljenje skokovito se poboljšalo. Moj hrbet se je za 50% izboljšal. Zaradi tega, ker zdravniki, kiropraktiki in osteopati to so študirali v detajle in pozna kosti, mišice in vezi, zato te eksperti lahko pomagajo. In videla sem tudi mnogo ljudi, kako so dobili olajšanje z raznih problemov, ko so dobili pravilno namestitev oziroma raztezanje. Sestra nam je povedala, da po porodu njena medenica bila malce zamaknjena in da so jo potem tako poravnali. Ponovno, gledate na odziv. Moj mož je povedal zgodbo o njegovi mami, ki je vedno imela glavobole in kot 16-letnica je jahala konja in skakala čez ograjo in konj se je ustavil in ona je letela preko konja čez ograjo. No, sej veste. Gospa je sedaj že menila, ampak to je bilo pred 50 leti. In moj mož je rekel, da ko je bil še mali fant, ko je imela 5 otrok, je pogosto imela glavobole. In rekel je, da se spomni, kako jo je obiskal v umobolnici. Ampak kot fantič se ni zavedal, kaj točno to pomeni. Ampak kiropraktik je prišel v tisto mesto v 1980 letih, ga je obiskala gospa, en obisk in nikoli več ni imela glavobola. Nikoli več ni obiskovala psihiatrične bolnice. Njena hrbtenica ni bila poravnana in naše telo dela na zelo natančnih ravnovesjih. In do tega neravnovesja lahko pride zaradi nesreče, zaradi poškodbe in to se lahko potem poravna nazaj. V takih situacijah. Včeraj smo si pogledali aloe vero in z aloe vero smo si pogledali tudi, kako jo lahko uporabimo za opekline. Se spomnite, kaj je potrebno imeti še zraven aloe vere? Kožo je potreba od aloe vere ohraniti. V bistvu sem ravno dobila sporočilo od gospe, ki ima zelo hudo ekscem na nogah, zelo hud, in rekla je, da daje ricinusovo olje gor, ampak ko vzame dol, se zalima na robe in potem potegne kožo dol. In potem sem rekla, pojdi in kupi aloe vere, odreži špice, obdrži kožico od aloe vere in to potem naštimaj na nogo. Ampak želim vam povedati, kaj mi delamo interno, se pravi v telesu. Rada bi se dotaknila nekaj stvari, ki jih lahko delate interno v telesu, z zelišči. Pogledali si bomo prebavni trakt.
Dala sem vam včeraj recept za popravilo črevesja, ki lahko pomaga pozdraviti sluznice v prebavilih in tudi aloe vera lahko to počne. Včeraj smo pa govorili o aloe veri znotraj v črevu. Torej, kar obdaja aloe verino kožo, je tak rumen sluz. Ta rumen sluz je lahko zelo dražeč za črevo. Torej, če bi radi uporabili aloe vero interno, potem je nekaj stvari, kar lahko storite. Postrgate lahko ta jasen gel iz aloe vere in pustite rumeno, tisto, kar je blizu kožice. To lahko zmešate z vilico ali pa lahko to zblendate in daste, nekateri dodajo to svojim smudijem. Ampak aloe vera vsebuje neke posebne polisladkorje, mnoge sladkorje, polisaharide, ki stimulirajo komunikacijo med celicami. Torej se lahko ne samo, da pomaga pri sluznici v črevu, ampak lahko pomaga tudi pri komunikaciji med celicami. V Avstraliji imamo mrežo, ki prodaja zdrave proizvode, ki se imenuje Manatek. In vsi njihovi proizvodi so v bistvu zasnovani na aloe veri in tam notri, in ko to promovirajo, definitivno govorijo o tej komunikaciji celice, med celicami, zaradi aloe vere. Vprašanje? Mi ne uporabljamo Manatek proizvodov, ampak razlog, zakaj sem to omenila, je to zato, ker imajo kar zanimive proizvode in ljudje pričujejo za to. Ampak v bistvu gre samo za aloe vero. Imamo veliko aloe vere pri našem zdravstvenem centru in ne bi se presenetila, če imamo 10,000 rastlin. Nisem jih štela, ampak, razumete, ampak resnično so se razrasle. Tukaj na severni polobli pa je vaš južna stena, je v bistvu je vaša bolj sončna stena. Torej, tam na jugu pri nas pa je naše sonce v bistvu severna stena. In aloe vero postavim na različne konce in je ni ravno glih pasalo. Potem sem pa gotovila, da na zahodni strani, tam, kjer zahaja sonce, na naši zahodni strani pa sem posadila nekaj rastlin in po nekaj mesecih so se zelo razmnožile. In sedaj imamo na tisoče aloe ver. V bistvu, kaj pa storimo? Posebej odreže 2-3 dolge liste, približno tako dolge, popoldne, recimo ob 4, vzamejo noter in jih dajo v kozarec. In v 1 uri vse rumen sluz se izteče. Torej rumen sluz izteče in potem ga vidite od spodaj v kozarcu. Nekaterim našim zaposlenim je všeč in to dajo v malce vode. Po 1 uri, torej rumen sluz se izlije, potem to splaknejo, odrežejo spodnji del in potem, če vaša aloe vera takole, potem jo prerežete takole. Ocenjujem, da imate približno 3 velike liste in to razrežete in to daste v 2 litra vode, tako potem po vodi začnejo plavati vsi te majhni koščki aloe vere. In to pustimo čez noč. In zjutraj, prva stvar, ki jo naši gostje imajo, je voda z aloe verom, malce limone. Torej, naš koordinator za telovadbo, ki jim da piti, to precedi in vsak ima aloe vera vodo. Kaj ta voda stori? Ta voda z aloe vera vsebuje vitamin B12, ker B12 je bakterija, ki se širi po zraku. Ta aloe vera ima tudi naravne probiotike. In ta aloe vera, ne vem kako drugače reči kot ta sluz, voda, zaradi tega, ker je namočena v vodi, je malce gostejša kot običajno. Torej, ta premaže in blaži, torej, ko greš skozi prebavni trakt. Potem pa, ko je to precejeno vodo, potem napolnimo tisti kozarec z vodo. In to vodo potem z malce aloe, ki je noter, v 2 manjša vrčka, damo kar en kupček metinih listov in skozi dan gostje to pijejo. In še posebej tisti, ki imajo razna vnetja v prebavnem traktu,
ta voda z aloe vere je zelo pomaga blažiti. Naslednji dan pa stanek vržemo stran in naredimo novo. Torej vsako popoldne ob 4 nekdo mora iti iskat aloe vero, odrezati, jih pustiti uro in potem naštima aloe vera za naslednji dan. Ni nekaj vznemirljivega okusa, zato damo tudi meto noter. Meta to malce zamaskira in zjutraj, ko imajo toplo limonino vodo, je limona tudi dovolj, da to zamaskira. Tako lahko uporabite aloe vero za prebavni trakt. Vprašanje, ko daste listke, jih prodate v kozarec, da izteče tista rumena sluz, da samo pride ven. Ja, tako je, samo se izteče ven. Če je list cel, se samo izteče. Ja. Da, to je grenko in to tudi iritira dražji sluznico. Ja, potem pa mi to splaknemo, umijemo, vse rumeno splaknemo, razrežemo in jo damo v svežo vodo. S kožo vred? Ja, tako je. Zelo lepo zgleda, te manjši koščki. Vprašanje, ali so te rastline prezimijo? Ja, pri nas zmrzne, ampak trenutno v Avstraliji zjutraj je 0 stopinj zjutraj. Torej, ampak te rastline so srečne zato, ker so na zahodni steni in ob steni so, saj veste, da mraz ne pride čisto do stene, do hiše. Malce bolj stran. Torej, vaše rastline, ki so tik ob hiši, bodo preživele. Vem, da imate tukaj sneg in rastline imate v tegeljcih in znotraj na sončnih mestih v času zime. Ampak samo nekoga morate najti z aloe vero in vzeti nekaj teh malih mladikic, tiste male. Jih tako imenujete? Poganki, zato ker te se širijo, čim daste prave pogoje. Vprašanje, uporabljate stare liste ali nove liste? No, običajno uporabimo nove, tiste lepe, razvite in barbadensis se imenuje. Mislim, da se takole črkuje. Zdaj, ker je kar nekaj tipov aloe vera, ampak to je aloe vera, ki jo mi uporabljamo. Kar nekaj vrstih je. To je ta, ki jo želite. Včeraj smo si pogledali grenke zelišča, ki pomagajo pri klorovodikovej kislini. Pogledali smo si tudi zmes za prebavila, rdeči brest, kanadski zlati koren in mira. Ampak sedaj bi se rada lotila debelega čreva. In kakšna zelišča mešanica lahko uporabite, da pride izločanja? In ena mešanica, ki jo uporabljamo, je čaj za debelo črevo. In to je ena merica kaskara, Amerikanischer Fallbaum, Ramus pursiana, slovensko je verjetno ameriška kozja češnja. Kaskara sagrada. Če uporabite samo kaskaro sagrado, potem to lahko povzroča krče, ker je zelo močna reč. Tudi zelo je grenka, zato uporabimo tudi zraven 2 merice golostebelni sladki koren, likoriš. Likoriš je zelo sladko zelišče, korenina. In golostebelni sladki koren je malce kot lubrikant, tak sluzast, torej lahko pripomore tudi s tem, da oblaži naše črevo. In potem dodamo še 3 merice buckthorn, Ramus frangula, Faulbaum, čistilna kozja češnja, vprašaj, ne vem. Torej, to je buckthorn, je sorodnica kaskare sagrade, ampak kar imamo pri kaskari sagrade in buckthornu, imamo v bistvu ljubje. Torej, ljublje. To dvoje je ljubje, to pa je korenina, likoriš. Torej se zapomnite, učenci, kako se pripravlja ljubje, treba ga je kuhati, tako je, nežno kuhanje. Torej pravilo palca je 1 čajna žlička suhega zelišča v razmerju z 1 šalice vode. In zato, ker so to korenine in ljubje, potem to nežno vre, počasi vre za 10 minut in potem to pustiš, da odleži. Pomembno je, da pustite, medtem ko se hladi, še več aktivnih snovi se stopi v vodo. Kakšna je torej doza, ki jo uporabite? Ja, to je recept.
Torej, doza pa pomeni, koliko daste osebi. V našem zdravstvenem centru, vedno ko pridejo gostje, jih vedno tudi vprašamo, kolikokrat gredo na veliko potrebo. Torej, kolikokrat črevo naredi svoj cikl. Če nam gosti rečejo, da grejo vsak dan na veliko potrebo, potem na času sokov, torej v ponedeljek, torej jim damo potem ta čaj v nedeljo zvečer. Torej, če rečejo, da gredo enkrat na vsak dan, in idealno bi šli dvakrat na dan. In dr. Kellogg je nekoč rekel, da je enkrat na dan že zaprtje. Rekel je, če trikrat jemo, bi moralo biti tudi trikrat izločanje. Torej jim damo polovico skodelice, preden gredo spat. Če pa nam rečejo, da gredo vsak drugi dan, jim damo eno skodelico, preden gredo spat. Če rečejo, da gredo 4krat na dan, potem jim ne damo ničesar. Zato, ker so morda to tisti, ki bodo brez problema tudi na razstrupljeno, na detoksu šli na potrebo. Če pa v ponedeljek, ko imajo dan sokov, če niso do srede dneva šli na potrebo, jim damo še pol skodelice. Torej vidite, iščemo, gledamo za odziv. In če nekdo pride zjutraj k meni in mi reče, da sem bil že 4krat na WC-ju to jutro, potem jim damo Slippery, rdeči brest. Se spomnite, kako se zgosti, ko dodate vodo? Torej to upočasni prebavo in tudi blažilo sluznico. Torej gledamo na odziv. Pozorni smo na to. Samo enkrat se nam je zgodilo, morda dvakrat v teh mnogih letih, da smo potrebovali, da smo dali 3 skodelice na dan. Na našem programu je nekoč bila psihologinja in je rekla, jaz grem enkrat na teden na potrebo s pomočjo. In sem rekla, tukaj bomo zalaufali stvar. Dali smo ji ricinusovo olje obkladke na njen trebuh. Se spomnite, da ta penetrira zelo globoko. Sedela je tudi v tistem mrzlem jezerčku. Tam še nismo imeli teh sedečih kopeli, torej smo dvakrat na dan je tam čepela 10 minut v jezerčku. Ta mrzla voda ima stimulativni efekt. Če bi bila ženska morda malce presuha, prelahka, bi ji morda dala zasedeti 5 minut, zato ker ne bi zmogla zdržati tega mraza. In dali smo ji tudi 3 čaje za črevo na dan, zvečer in tudi zjutraj in tudi čaj sredi dneva. In do konca dneva je že izločila. Tako smo ji dajali 3 skodelice tega čaja na dan. Ta čaj izgleda črn, izgleda kot kofe, sicer nima okusa po kavi, ampak za nekatere ljudi ima malce grenko z nekim sladkim ozadjem, za nekatere ljudi pa sladko na začetku, potem pa grenko okus potem. Nekateri ga imajo radi, nekateri ga sovražijo, večina ljudi pa pravijo, da lahko z njim živijo. Dobro je za vas, da ta čaj naredite in tudi za vas, da ga pijete, da vidite, kako to vpliva na vas. Ugotovila pa sem, da za večino ljudi gledajo na potrebo kot običajno, sicer misli kle na postu, ne? In sicer, če ne bi vzeli tega čaja, bi se njihovo črevo ustavilo, zato ker na teh 2 dneh sokovih ni več vlaknin, ki bi jih vnašali. Tako, spet opazujemo to, ne? Ta gospa, psihologinja, ki je imela enkrat na teden veliko potrebo, je začela hoditi 2krat na dan. Do konca tedna se je tudi njena koža spremenila. Prej je bila skoraj sive barve, zdaj pa bolj pinkiš. Tudi to belo v njenih očeh je res postalo belo. Vidite, kako bi vaša kuhinja izgledala, če bi smeti izločali samo enkrat na teden? Smrad v kuhinji bi zelo smrdel, ampak vse veste, kaj vam ta smrad pove, da je to slabo. To so nezdrave okoliščine. Tako ona je šla domov zelo srečna gospa, oborožena s čajem, z ricinusovim oljem za komprese, drastično je spremenila življenjski slog, več vode je začela piti, razstrupila se je od kofeina, tako navdušena je bila nad rezultati in kako se je počutila in rekla, moj je tako jasen, morda je to problem večino mojih pacientov. Zato, ker črevo ni pravilno delovalo. In tako, ko je implementirala ta prava zdravila, hkrati je jemala tudi čaj, mi je hkrati po 4 mesecih podala tudi feedback. Mi je povedala,
da je jemala 3 skodelice na dan in 2-krat na dan je šla. Po 6 tednih sem začela hoditi 4-krat na dan. Tako da sem to zmanjšala na 2 skodelice. In potem sem spet 2-krat. Po 6 tednih sem spet 4-krat na dan šla na WC. To je potem zmanjšala na 1 skodelico na dan. Potem pa spet 2-krat na dan. Po 6 tednih 4-krat na dan, torej prenehala s čajem. Kaj ni to neverjetno? Torej po 5 mesecih je ta gospa, ki je imela ta problem do leta 60, zelo dolgo. Zgleda, kot da ta zelišča, in se spomnite, kaj piše Psalm 104:14, da je Bog dal zelišča za službo človeku. In zgleda, da ta zelišča prebudijo črevo. Nekako ga naučijo, kako spet delati. Torej ta zelišča nežno obnavljajo in prebujajo funkcijo čreva. Poznam ničesar drugega, da bi to tako učinkovala. Srečala sem ljudi, ki so bili na laksativih 20 let na odvajalih. Kaj pa moramo mi storiti je prebuditi vlakec. In spomnite se, da tega efekta ne bi bilo, če ne bi živeli 8 načel zdravja. Veliko ljudi je zaprtih zaradi hidracije, zaradi rafinirane hrane, zaradi stresa in polno drugih reči. In včasih, morda tudi kot otrok, so bili tepeni, če so recimo šli na WC, ko ne bi smeli. In morda je tudi to kakšen psihološki efekt, da črevo ne deluje. Otroke moje sem šolala doma in opazila sem, da po vsakem kosilu, obroku so šli na WC. In naš WC je bil zelo zaseden. V Avstraliji, ker nimamo elektrike, smo imeli WC na štrbunk. To je velika luknja in potem se je zgradila majhna hiška čez zato, da in to se imenuje štrbunk WC. Morda se čez čas to zapolni in je potrebno skopati novo luknjo in zgraditi nov štrbunk WC. Ampak tam, kjer je to bilo, lahko kasneje zasadite sadno drevo in bo zelo dobro raslo. Ja, mi smo imeli WC, štrbunk WC. Malce po hribu gor. In imeli smo tudi sadno drevje med WC-jem in hišo. In po vsakem obroku nisem našla otrok nikjer. In tam so bili, so čakali pri drevesu. In starejši diktirajo, kdo gre lahko naslednji na WC. Po vsakem obroku. In to je najbolj normalno, da greste na potrebo. In gospa nekoč mi je rekla, Barbara, vsakič, ko pojem obrok, ni dolgo, preden se spet na WC in je že zunaj. In to, kar je prišlo, seveda se mi rekla, je to nekaj obrokov nazaj. Zato, ker ko pojemo obrok in se peristaltika prične, ki gre vse do konca, do izločanja, torej najbolj normalno je seveda takoj po obroku, ko se peristaltika začne. Ampak tako veliko ljudi s slabimi navadami, da potem te ljudje seveda ne gredo na veliko potrebo po načrtu, kakšnem je naš telo bil originalno namenjen, narejen. Slabe navade se lahko spremenijo malo po malo, seveda, če damo čas v čas. Zelo sem cenila feedback od te gospe, ki je pokazala v bistvu, da kako ta zelišča stopoma obnovili funkcijo čreva. Aloe vera se lahko uporablja tudi za razdraženo črevo, tudi za Crohnsovo bolezen. In aloe vera lahko se uporablja tudi za zaprtje in nasplošno za vse probleme v prebavnem traktu. Snov, ki jo rdeči brest vsebuje, je in snov, katero aloe vera vsebuje, so substance, ki so bogate z rastlinskim sluzom. In notranja stena prebavnega trakta je približno tako kot notranji del vaše ustnice tukaj. Tako je malce prekrito z sluzom. Torej naravno sta oba dva bogata z tem rastlinskim sluzom in zato je to tako dobro za naš prebavni trakt. Sluz. Nekako približno takole. Še ena rastlina je. Marshmallow. V bistvu navadni sles. In ne vem, če ga kdo pozna. In prepoznala sem ga, da je tudi drugačno ime pri vas. Ali poznate morda. To je taka rožica. Listje te rožice izgledajo približno takole.
V glavnem slez je to. No, gospa je že poimenovala s pravim imenom njihovim. Gre za mehke liste in če polijete z vrelo vodo na te liste in to popijete čaj od tega, boste videli, kako se zgosti. Tako nasluzi se. Torej marshmallow slez ga lahko pijete tudi kot čaj, da pomaga pri prekrivanju čreva. In še nekaj drugih zelišč, ki so čudovita. V naslednjem predavanju bomo šli ven in videli boste še druge čudovite rastline zunaj. Peppermint, poprava meta. Lagodejno deluje na prebavni trakt. Če ima na primer nekdo razdražen želodec, lahko vroč metin, poprav metin čaj pomaga. Tudi za vneto grlo ali prehlad. Eden izmed mojih najljubših je seveda tudi kombinacija poprave mete in ingverja. In to lahko naredite tako, da naseckate na fino ingver in potem prelijete z vrelo vodo. Ali pa če želite, da je res močno, ga naribate in daste v kuhalnik in polijete z vročo vodo. Tudi komarček. Komarček je zelo dober za prebavo. Vem, da jih imate tudi tukaj v zeliščnem vrtu. To lahko klasificirate kot pomoč pri prebavi. Te reči, ki smo jih našteli danes. Ko komarček naredi seme, te mala semena lahko žvečimo in to je tudi dobra stvar pri pomoč pri prebavi. Ko sem nekoč obiskala mojo hčer v Ameriki in vsakič, ko smo šli v mesto, je bila velika indijska trgovina, kjer so imele rastlinsko-indijsko prehrano in ko končaš in ko greš ven, ti vedno ponudijo skodelico komarčka, semen komarčka, ker ti pomagajo pri prebavi. To je naša prebava. Rada bi si tudi pogledala jetra. Kaj so dobra zelišča za jetra, recimo? Dotaknili smo se že malce prejšnji dan, ko smo si pogledali jetra. Ampak nekatere zelišča za jetra bi si lahko danes pogledali in vam pokažem, da se jih lahko uporabi tudi za druga področja. Torej zelišča, ki so za jetra, o katerih smo zadnjič govorili, je bil na primer pegasti badelj. To včasih se imenuje tudi z drugim imenom. Čeprav gre za zelo grenko zelišče in eno izmed najboljših zelišč za jetra, se imenuje tudi milk thistle, mlekastovo badelj, zaradi tega, ker lahko spodbuja tudi materino mleko. Če imajo mamice premalo mleka, potem lahko vzame nekaj pegastega badla v tabletah, v kapsulah. Pogosto me ženske sprašujejo, kako lahko povečajo produkcijo mleka, ampak v bistvu gre samo za en način, kako se to lahko poveča. Dajte otroka na dojko še malo bolj pogosto, ker tukaj gre v bistvu za potrebo in ponudbo. Torej, če bo dojenček na dojki, bo večja proizvodnja. Vem, da če bi moj dojenček bil prehlajen ali pa malce vročine, bi mu dala malce več piti. Morda bo pil vsako uro na dojki, zato ker jih to pomerja in dovolj tekočine dobijo. 10 dni kasneje bom imela veliko mleka zaradi tega. Zaradi toliko potrebe. Zaradi tega konstantnega cuzanja. Kot pravilo bi otroka hranila nekje na 3 ure. Ampak so izjeme, seveda. Ko je otrok morda bolan. Lepota tega pa je, da če ima otrok vročino in se ne počuti dobro, bodo pili zaradi tolažbe. In tako bodo dobili več tekočine. To tudi želite, ko so bolni, da pijejo več. Torej, dobro si zapomnite to, torej pegasti badelj lahko poveča tudi proizvodnjo mleka. Sedaj pa regrat. Torej, jetra in regrat. Regrat je zelo dober tudi za ledvico. In zaradi tega je tudi to, kar je diuretik.
substanca, ki stimulira ledvica, da spustijo več urina, da pomagajo odvajanje tekočine iz nog, če so vneta. Torej, ko gre za vnetje v nogah, ker gredo zdravniku in zdravnik jih da na diuretik, na odvajalec vode. Vprašanje gospoda, ali bi to pili kot čaj? Ja, lahko ga pijete kot čaj, ampak večina ljudi čaj ne mara, ker jim ni všeč, tako da lahko ga vzamete v tinkturi. Mi smo ga naredili v tinkturi, posušena korenina. Lahko ga vzamete v tableti, kapsulah. Z grenkimi zelišči je morda uporabno kaj drugega uporabiti, kapsula je tako, zato ker ni okusen čaj. In odkrila sem v tem zdravstvenem centru, da ljudje kot pravilo so navajeni sladkih pijač, niso navajeni grenkih pijač. Torej, ko so zelo grenka zelišča, potem jim damo v tinkturi in tinktura je tudi lažja za njih, ker je tinktura v glicerinu, rastlinskem glicerinu in ta je sam po sebi malce sladek. Nekoč smo imeli 92 let starega gospoda na naš program in on je bil na diuretikih, poleg mnogo drugih zdravil in rekla se bo, če bi želeli poskusiti, vam lahko dam tinkturo Regrada 3-krat na dan namesto vašega diuretika. Ali bi radi probali to? Pa rekel, ja, rad bi probal. Rekel je, da bi rad zmanjšal nekaj svojih zdravil. In naslednji dan je rekel, ta Regrad je bolj efektiven kot tablete za odvajanje vode, ki sem jih jemal. Torej, to je tudi dobro si zapomniti take primere. Torej, Regrad je zelo dober za ledvice in nekaj specifičnih za ledvice dobrih je tudi zelena. Torej, zeleno lahko jemljete tudi kot seme, tudi v tabletah in kapsulah obstaja. Tudi sočite lahko stebelna zeleno. Sokovi iz stebelne zelene so zelo zanimivi sami po sebi, ampak lahko imate pol korenčka, pol stebelne zelene in to je veliko bolj okusno. Tudi peteršilj je dober. Peteršilj je čudovita reč za naše ledvice. Torej, če ima nekdo probleme z ledvicami, lahko vključuje tudi peteršilj, zeleno v hrani vsak dan. Ni težko naseckati nekaj peteršilja in dodati hrani. Potem seveda obstajajo tudi obroki, jedi, ki so kot tabuli, ki imajo veliko peteršilja. Naslednje zelišče za ledvice je gentian, svišč oziroma rumeni encijan, če se ne motim. Te 3 zelišča so zelo grenka. So še kakšne vprašanja? Mislim, da smo pokrili več ali manj vse, kar sem želela povedati. Vprašanje. Kaj je tisto grenka reč, zelišče, ki stimulira, ne vem kaj, v bistvu je rekla? Tega vam ne moram povedati. Lahko si pogledate aktivne substance v teh grenkih rečeh. Pred 15 leti, ko sem preučevala zelišča, bi vam lahko verjetno povedala, sedaj pa dolga imena so. Ampak, če si pogledate v aktivne snovi v teh zeliščih, torej, če dobite neke informacije, ki naštejo vse te aktivne snovi noter, potem boste videli. Ja, moje vprašanje je bilo bolj, kaj naredijo z ledvicami, ali samo stimulirajo funkcijo ledvic. Ja, tako je. Regrad hkrati tudi stimulira definitivno funkcijo ledvic, ampak zelena in peteršilj pa čistita in jačita v bistvu ledvice. Vprašanje, imam prijateljico, ki mora iti zelo pogosto na WC zaradi lulanja po noči. Torej, uretrum je v bistvu mišica in to se da ojačati in če ima kdo inkontinenco in ima občutek, da je potrebno iti pogosto na WC, ko gredo na WC, lahko to trenirajo, da ustavijo in začnejo. Ustavijo. In to ojača mišice. Tudi skakljanje na trampolinu. Če pa ima nekdo nedovolj močne mišice, preden gredo na trampolin, naj gredo še prej na WC. Zato, ker takoj, ko bodo začeli skakati,
bodo morda spustili malo tekočine. Govorili smo tudi o Yoni Stones, kamnih, ki jačajo ta medenične mišice in ta mišica je tudi del tega. S tem se lahko gradi mišični tonus. Če ste 9 ali 90 let stari, imate lahko močne mišice, močni mišični tonus. Še kakšno vprašanje, preden zaključimo? Vprašanje, ali obstaja kaj proti živčni bolečini? Včeraj smo si pogledali nekaj blagih sedativov in pomirjeval. Med njimi je bil tudi šentjanževka. Šentjanževka je čudovito zelišče in hrani živce. Kar pomeni, da hrani živčni sistem. Če bi radi torej pomagali pri problemih živčnih bolečin, lahko to jemljete interno ali pa obstaja tudi kot šentjanževka olje. Če uporabljate olje, potem zberete popke spomladi, jih poberete zato, ker ko stisnete popik med prsti, bo postal rdeč in zato se imenuje šentjanževka. In iz tega v bistvu želite svoje olje narediti, šentjanževke. In to date samo recimo olivno olje in po nekaj mesecih bo olivno olje ratalo rdeče. Skoraj iste barve, kot barva obleke te gospe tukaj. Če ima nekdo živčne bolečine, lahko v bistvu s šentjanževim oljem na področje, kjer boli, ali pa če je nekdo pod hudim stresom, lahko masirate na hrbtenico. Lahko vzamete tudi interno. Najbolje pa je to v tabletni obliki verjetno. Zato, ker je to koncentrirano. Je pa zelo težko in srečala sem tudi ljudi, ki so imeli hude živčne bolečine po operacijah. In to je težko, ne? Vroče in mrzlo, s tem povečate cirkulacijo krvi in to hrani vaše, oziroma te živce. Ker to da kisik, hrano, hranila in odvzema smeti. Torej, topla in mrzla. Ampak gledate v bistvu na odziv. Vedno ste pozorni na odziv. Ko vidite odziv, ko ga prepoznate, da se sprostijo ramena in vidite, da ljudje bolj sproščeno gledajo, potem imate dober odziv. Vprašanje, kako je z pretrganimi živci, ki so strgani? Ja, morda lahko pomaga. Lahko probate. Samo probate lahko, ne? Nekaj, kar sem pozabila včeraj omeniti o navadnem gabezu. Brala sem to in gospa mi je to nekoč tudi povedala. In to je, da če navadni gabez aplicirate obkladek nekam na telo, kjer so tako rekoč rezervni deli v našem telesu, se pravi šravfi in podobno, jih lahko potegne ven. In ta gospa mi je povedala, da je skrivilo šravf na njenem bratovi nogi. Naša draga sestra to jutro je imela mnogo ploščic in vijakov od vseh operacij, ki jih je imela. In rekla je, veste, da je ta čudna stvar, da te šravfi so prišli kar ven. Očitno. Malo po malo prihajajo ven. In njena zdravnica rekla, da kaj takega še ni videla. In sem rekla, kaj pa ste aplicirali? Pa rekla, gabez sem dajala gor. No, pa vidimo. Torej, gabez ima to značilnost. Vprašanje, bi ricinusovo olje počelo isto? Ne, ne bi. Samo gabez mislim, da počne to. Vprašanje, ali bi ricinusovo olje bolj uničilo šravf? Ja, zelo globoko gre in očisti tisto področje in povzroči tudi razgradnjo vseh nenaravnih formacij v telesu. Torej, nekaj, kar sicer zraslo v vašem telesu, kot so tumorji, izrastki kosti in depoziti kalcija in podobno, fibroidi, ciste in vse te stvari lahko razgradi. Hvala za poslušanje, se opravičujem za napake, pa se čujemo prihodnjič.